danes si bomo pogledali izraze. Matematični izrazi vsebujejo spremenljivke x in y, pluse, minuse, krate in ostale računske operacije. Naprimer, tule, če pogledamo, tale je že eden izmed naših računskih izrazov. Zdaj ločimo enočlenike in veččlenike. Zdaj, zakaj je to pomembno? Pomembno je, zato ker z enočleniki in z veččleniki računamo drugače vsakega posebej. Člene v veččlenikih ločita znaka minus in plus. Se pravi, če v izrazu ne vidimo plusa ali minusa, tako kot naprimer tule, med vsemi temi znaki, med številom x in y je le krat, takrat temu rečemo enočlenik. Pa tule. Spet pogledamo, ni plusa, ni minusa, temu rečemo tudi enočlenik. Zdaj pa, če pogledamo tale izraz, imamo pa en minus. Zato ta izraz razdelimo na dva člena. Tale člen in tale člen. Dva različna člena sta. Kaj pa tule? Tule pogledamo, imamo spet minus, minus. To pomeni, da imamo 1, 2, 3 členik. In ko računamo, lahko združimo le člene iste vrste. Poglejmo si tule prvi primer. Kaj pomeni člen iste vrste? Tule imamo 2y plus 5y. En člen, drug člen. Vendar, zdaj, a sta ista ali nista? Imata dvojko pa petko. Kaže, da nista čisto popolnoma ista. Ampak ta nam sporoča, imamo 2y, ta nam sporoča, imamo 5y. In če damo 2y plus 5y skupaj, dobimo 7y. Poglejmo naprej, naslednji izraz. Tu pa so že bolj komplicirane zadeve. Številke bodo pasale skupaj, to sta ista dva člena iste vrste. Potem imamo člena z x. Ta dva bodo pasala skupaj. In potem imamo člena z y. In ta dva bodo pasala skupaj. No, zdaj pa poskusimo tole sešteti. Zdaj, zaradi lažjega tegale računa nam je tole zbrisala vse te oznake, pa bomo kar tako rešili. Najprej smo rekli številke. Številke so 2 plus 3. In jih skupaj seštejemo, je to 5. Potem gremo naprej. Tale dva sta člena ista vrste. 5 minus 7 je minus 2x. Kaj imamo še potem? Ostaneta nam še y. Minus 4 plus 2 je minus 2y. In to je rezultat. Prav tako dobimo 3 členik, ker te člene pa ne moramo dodajati skupaj. No, zdaj si bomo pa pogledali, kako se v izrazih odpravi oklepaj. Imamo 4 različne točke, ki bojo prišle recimo prav. In te 4 točke bomo si tako malo po domače pogledali. Bom se potrudila, da ne bomo se zdaj toliko ukvarjali s pravili računanja, ampak bomo te situacije se naučili rešiti. In 4 so take, ki se mi zdijo pomembne. Najprej mogoče, da samo pogledamo, kaj bo. No, prva bo tale. Prva situacija je število krat oklepaj. S tem mislim takole. Imamo številka, znak krat in oklepaj. Vendar se ta situacija lahko pojavi na 4 različne načine. Ta je najlepša, ker je še krat napisan. Lahko se pa zgodi, da je napisano brez krata, ali pa, da je vrstni red zamenjan. To pomeni, da je oklepaj pred številom, spet pa, če pišemo tole pikico ali ne, je zapis isti. To si zapomnite, če med oklepajem in številke ni česar napisano, je tam krat. No, in kako se zdaj to reši? Poglejmo si par primerov. Naprimer, da imamo 3 krat oklepaj x plus 4.
4. Mogoče ste že slišali, ampak treba je množiti vsakega v oklepaju. To pomeni, s trojko pomnožimo x in s trojko moramo pomnožiti tudi 4. Pa dajmo. 3 krat x je 3x, znak med členi prepišemo in 3 krat 4 je 12. Dobro. Kaj pa se zgodi, če imamo številko za oklepajem? Recimo, da je zdaj tukaj 2x minus 7, zaklepaj, krat 3. Takrat s to trojko še vedno pomnožimo vsakega oklepaju, vendar pač nazaj. 2x krat 3 je 6x, minus 7 krat 3 je pa minus 21. Kaj pa tale situacija? Če imamo recimo 5 minus x krat minus 1. Ja, še vedno tole je številka, ne? Zapisana je sicer v oklepaju, ampak še vedno je samo številka, zato spet pomnožimo vsakega v oklepaju. To je zdaj minus 5, zato ker je 5 krat minus 1 minus 5, pa minus x krat minus 1 je plus x. Situacija se lahko zgodi tudi taka, da je pred oklepajem samo minus. Ja. Kaj pomeni minus pred oklepajem? To pomeni čist isto, kot če bi namesto tega minusa napisali minus 1. Kaj bi se zgodilo? Z minus 1 bi pomnožili celotno oklepaj in tako bi potem dobili vse predznake v oklepaju spremenjene. Minus nx minus y na kvadrat. Tako. Če pa gremo pogledati naslednjo situacijo, ki nas čaka. Oklepaj krat oklepaj. Kadar imamo napisano oklepaj krat oklepaj, takole x plus 1 krat x minus 3. Potem moramo odpraviti ta dva oklepaja tako, da pomnožimo vsakega z vsakim. Kaj to v resnici pomeni? Pomeni, da vzamemo prvi člen v prvem oklepaju in pomnožimo vsakega v drugem. In to bi bilo x krat x je x na kvadrat, pa x krat minus 3 je minus 3x. Potem pa moramo upoštevati tudi drugega v tem oklepaju in pomnožimo takole, ne? Plus 1 krat x je plus x, plus 1 krat minus 3 je minus 3. Kaj zdaj naredimo? Ja, zdaj še pa poračunamo tisto, kar lahko združimo. X na kvadrat je osamljen primer, to pomeni, da ga prepišemo. Minus 3x plus x je minus 2x. In pa še število, minus 3. Mogoče se ustavimo še tule. Zakaj se tale dva člena ne moreta združiti? Preprosto iz tega razloga, ker x krat x je v tem členu, tu pa je 2 krat x. Se pravi, nista enaka, imata različne črke. Ta ima 2x, ta pa samo enega. Kljub temu, da tukaj piše dvojka, dvojka je število in je samostojna. Lahko bi jo združili, če bi dopisali kakršnokoli število namesto x, če pa je x krat x ali pa x na 5, pa tega ne moramo združiti. To je pomembno. In pa mogoče je pomembno še tole, če imate takole 2 minus 1 krat 5 plus 4. Seveda lahko tako računate, kot smo računali, da greste vsakega z vsakim. Ampak kadar so v oklepaju števila, kot smo se naučili do sedaj, je lažje, če zračunate najprej oklepaj in na to. Potem vse ostalo. Tako da svetujem, da tukaj, kadar so števila, jih tukaj kar že odštejete. To je zdaj 1 krat 9 in je skupaj 9. Lahko bi pa šli vsakega z vsakim, pa bi pridobili
veliko več težav si ali pa možnosti napake. Tako. No, če želite, še lahko mogoče enega rešimo zdajle, ko nam ravno gre. Naprimer takole. 2x plus 5 krat x minus 3. Zdaj te vaje, ne, so zelo pomembne in se bojo pojavljati čez celotno osnov. Zato vam res priporočam, da to dosti povadite. 2x krat x je 2x na kvadrat. 2x krat minus 3 je minus 6x. Potem pa še spet. 5 krat x je plus 5x. Pa tule še 5 krat minus 3 je minus 15. Zdaj pa spet malo polepšamo tisto, kar že poznamo. Je to 2x na kvadrat minus 1x in minus 15.